še vedno, kako pač nadaljujem svojo pot, grem naprej. Imam svojo družino, sem poročen in sedaj sem učan sem Društva-Tan. Sedaj naprej skrbim, razmišljam, veliko programov izvajamo, kaj vse je potrebno storiti, koliko vse je potrebno aktivnosti. Potrebno se je boriti za osebe s slepoto, da bodo seveda čedalje boljše, da bodo dobili svoje pravice. Hvala. Sem invalidno upokojen zaradi gluhoslepote. Doma sem osamljen. Takrat sem se prijavil za novega člana Društva-Tan. Takrat mi pomagajo. Prihajam tudi na delavnice, predavanja, mi tolmačijo in pa tudi v tabor. Osebe s gluhoslepoto se vsakodnevno srečujejo s številnimi ovirami pri svojem vsakdanjem življenju. Te ovire so od prejemanja do posredovanja sporočil, informacij, do težav pri mobilnosti, pri orientaciji, potrebujejo zato nenehno spremstvo, potrebujejo pomoč pri vsakodnevnih aktivnostih, pri socialnem vključevanju v okolje, pri participiranju v družbo. Kako je pomoč urejena v Sloveniji? Imamo dovolj ljudi, ki znajo pomagati gluhoslepim osebam? Društvo gluhoslepih Slovenije in Tan izvaja posebne socialne programe za osebe s gluhoslepoto in ti programi so prilagojeni njihovim potrebam, njihovim željam, njihovim zmožnostim. Društvo-Tan deluje za veliko vnemo prostovoljcev, ki vsakodnevno pomagajo slepim na različnih mestih v Sloveniji. Brez pomoči prostovoljcev Društva-Tan ne bi bilo. Mogoče se niti nismo zavedali, da med nami obstaja toliko ljudi z gluhoslepoto. Verjetno tudi vas pretreslo. Ja, danes je bila zame kot varuhinja človekovih pravic pravzaprav učna ura o težavah, tudi o kršitvah človekovih pravic, ki jih doživljajo gluho-slepe osebe. Mi smo poznali seveda gluhoto in slepoto, vendar ko gre za kombinacijo, je to veliko huje. Zato si bom kot varuhinja prizadevala, da bom te osebe slišala preko njihovega znakovnega jezika, preko tolmačev in da bomo v Sloveniji dosledno spoštovali pravice teh oseb. Ne vidimo, ne slišimo. Nekateri malo vidimo ali slišimo. Imamo roke, nos in toplo srce. Po duši in srcu smo enaki vam.